10 let mineva od večera, ko so na Prešernovem trgu v Ljubljani prvič zažarele lučke v spomin na življenja, ki so ugasnila na slovenskih cestah. Teh je prav tistega leta 2007 ugasnilo rekordno veliko. Slovenija je bila v Evropi v vrhu po številu smrtnih žrtev v prometu. Trend pa je naraščal. Dovolj nam je žrtev prometnih nesreč. Oče in tedaj drugi človek v državi odgovoren za prometno varnost. Njegova 12-letnica se je, ko jo je povozil pijan in prehiter voznik neregistriranega vozila, brez izpita za las izognila smrti. A preveč je otrok, mož, žena, ljubljenih oseb, ki se ji niso. Ne le zaradi voznikov, tudi zato, ker se v vsej državi nihče ni dovolj zavzeto lotil prepogostih tragedij na cestah. Zato se je rodila Varna pot. Sem spoznal eno stvar, ki me še danes boli. To je, da sem sam v okolju, kjer sem živel, toleriral napake mojih bližnjih ljudi, ki so ali vinjeni, ali brez izpita, ali z neregistrirani avtomobili, prišli v promet. Dobili smo prvo civilno organizacijo, ki združuje žrtve, povzročitelje, strokovnjake in prostovoljce. Cilj: preprečevati prometne nesreče z osveščanjem in s pritiski na tiste, ki lahko povzročijo spremembe, in z brezplačno pomočjo vsem, ki se jim je s prometno nesrečo bližnjega podrl svet. Ker veš, da spremeniti ne moreš nič, veš pa, da vsak dan je eno samo živo trpljenje. Objemaš otroka, ga gledaš, ga kličeš, želiš, da bi se zbudil, da je vse skupaj, samo sanjaš. Sama žalost ne mine, tako rečejo, sčasoma vse mine. Nikoli več se ne bomo smejali, se gledali, se skupaj družili. Nekateri svojci žrtev in preživele žrtve so se pogumno javno izpostavili s svojimi skelečimi zgodbami. Največje je to res mogoče to zadoščenje, da se govori o tem. Moj namen življenja naprej od zdaj je samo ta, da skušam nekaj obrniti. Najtrpljenja in smrti ne bodo zaman. Iz obupa se lahko rodi upanje, iz nemoči pomoč. Mnogi med njimi danes ponujajo pomoč tistim, ki še vedno iščejo pot iz teme. Ti dajo občutek pravzaprav nekega dostojanstva, ne glede na to, da si prizadet. Objemi brez pomilovanja, izmenjava izkušenj in terapije s strokovnjaki. To je pač življenje z žalostjo naprej. Ne moreš se je nikoli več popolnoma utresti. Že 2000 ljudem so pomagali s terapijami, z več kot 3500 družinami iskali pot iz oklepa žalosti. Zavod Varna pot dokazuje, da za minimalnimi sredstvi se da ogromno narediti, če volja in če je seveda neka zagnanost in konec koncev tudi znanje. V Slovenijo so pripeljali program Eurorap za ocenjevanje varnosti cest in dokazali, da so lastnosti ceste še kako pomemben dejavnik v prometu. Postali so pomemben in cenjen del Evropskega združenja žrtev prometnih nesreč. Sporočamo slehernemu izmed nas, da smo vsi del tega in da prometne nesreče ne izbirajo. Od predstavnikov države so zahtevali in dosegali spremembe. So nas poslušali 3 ministri. In kdaj tudi obmolknili. Se oproščam. In dosegli, da je država upoštevala njihove predloge, ustanovila enoten organ odgovoren za prometno varnost, poostrila prometno zakonodajo. Pravosodnega ministra so pripravili do tega, da je od sodnikov zahteval, naj dolgotrajne sodne postopke pospešujejo. Ministrstvo v nekaterih primerih, ko so se tako Zavod Varna pot kot svojci obračali na ministrstvo, tudi posredovalo. In tisti sodni postopki so dejansko stekli hitreje. O res varnem vedenju na cestah so poučili že več kot 120 000 otrok in njihovih staršev. Organizirali so na desetine odmevnih dogodkov, med drugim so v vsaki noči brez prometnih nesreč med žurerji merili vsebnost alkohola v krvi. In jih opominjali. Da naj si izrihtajo kakšen drug prevoz, da naj grejo s taksijem, pokličejo koga, da naj jih pride iskat. Preventivno izobraževalne vsebine z neposrednim stikom ustvarjajo tudi tisti, ki so prometne nesreče preživeli. Če je v razredi 30 učencev, pa sem enem dala zamisliti, sem s tem naredila tisto, kar hočem. Izpeljali so številne projekte, prižgali na tisoče sveč. Opomin ostalim udeležencem v prometu, da naj bi bolj kulturno vozili, da ne bi uživali alkohol in pa hitro peljali.
Zaslužni so za postavitev spomenika žrtvam prometnih nesreč. Tam se združita duhovni svet tistih, ki so nekoga v nesreči izgubili, in tistih, ki so nesrečo povzročili. Oboji lahko tam odložijo težko breme, se potopijo v kontemplacijo, se srečajo. Smrtnih žrtev na slovenskih cestah je danes za polovico manj kot pred 10 leti, a še vedno preveč. Zato ima varna pot na črto še veliko. Ne le dela z vedno novimi žrtvami cest, temveč tudi z absurdi zakonodaje in birokracije. Tu je seveda še vizija nič več žrtev. Paziti drug na drugega. Paziti v dobesednem pomenu, ker vsi, ki smo kakorkoli udeleženci v prometu, nikoli ne veš, kje se boš znašel. Ali na tej ali pa na oni strani. Da so obstoj in aktivnosti varne poti družbeno pomembne in vredne strogo odmerjenega programskega prostora, so presodili tudi mediji, ki redno poročajo o vseh njihovih aktivnostih. O prometnih nesrečah so nehali poročati številkami in golimi statistikami. Žrtve prometnih nesreč so dobile obraze, imena in zgodbe, prav tako njihovi svojci. V zadnjih letih je družba do tematike prometnih nesreč postala rahločutnejša. Zbudilo se je zavedanje, da smo prav vsi udeleženci v prometu. Danes smo na vrsti mi, jutri ste lahko na vrsti vi. In mi želimo in upamo, da bomo vsaj nekaj ljudi premaknili. To je poslanstvo varne poti. Rodila se je iz ponižne hvaležnosti očeta žrtve prometne nesreče, ki je čudežno preživela. Deklica Neja, ki je pol leta po hudi nesreči lahko prižgala svečko. Lučko upanja, spomina, opozorila in krika po drugačnem ravnanju. Žrtvam, svojcem, storilcem, vsakomur izmed nas.